Začelo se je. Stroji so včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni brneli tudi, ko se je že stemnilo. In tako bo tudi v prihodnje. Nočna izmena naj bi po pričakovanjih dela skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Jernej Vrtovec pričakuje, da bodo ponoči delali tudi drugi izvajalci. Kaj je bilo narobe, da nismo s temi deli pri Postojni ali pa na celotnem avtocestnem križu, ampak zlasti pri Postojni, začeli pred 22. marcem. Če sem jaz prav razumel tudi samo pogodbo in razpis in tako naprej, bi ta dela se lahko začela izvajati prej. Kolektor CPG je za nočno izmeno z drugih delovišč premestil približno 30 delavcev, a obljubljajo, da druge lokacije na ta račun ne bodo trpele. Opozarjajo pa, da je za poznejši začetek del kriv Dars, ker da niso pravočasno zagotovili vse dokumentacije. No, Dars vrača žogico, da dela tečejo v skladu s časovnico. Kdo je torej uspel zagotoviti dogovor o nočni izmeni, ko pa smo vse do sedaj poslušali, da se po noči ne da delati? Več Rebeka Tomadus. Včeraj zvečer 21:30. Stroj na delovišču pri Postojni še niso ugasnili. Mi lahko zmanjšamo tako delovno silo po noči in čez dan dobimo še več kot zdaj. Po naši oceni bodo dela nekako 20 do 30 dni prej končana, kot je v pogodbenem roku. To je konec maja 2027. Nočna dela bodo nov kriterij v vseh prihodnjih razpisih, je ponovno spomnil infrastrukturni minister, ki verjame, da je sam zaslužen za pogon tega nočnega kolesja. Kdo je torej zdaj našel ta dogovor z izvajalci? Dars ali vi? Ja, jaz sem ga našel. In to že na hearingu, ko sem javno povedal na zaslišanju za ministra, da se bo izvajala dela po noči. A Dars in kolektor CPG odkimavata. V vsakem primeru bi se to začelo izvajati. Ta dela smo mi nekako planirali že od samega začetka. Vendar, kot sem že omenil, v preteklosti so določena dela možno delati po noči, določena dela ne. Je pač zagotovil izvajalce svoje kapacitete, ki jih prej ni imel na razpolago. Z drugih delovišč, kjer se dela zaključujejo, so premestili okoli 30 delavcev, pravi Vihtelič. Dela se zaradi tega naj ne bi podražila. So fantje sposobni, pa naredili maksimalno, kar se da. K številnim kolapsom na avtocestah je, po mnenju ministra, pripomoglo tudi slabo načrtovanje, denimo prepozen začetek del, ko so zapore že stale. Tukaj pri Postojni je bilo načrtovane same zapore, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov, ni bilo najbolj optimalno. Mi smo bili uvedeni v delo en mesec prepozno. Zato, ker pač niso bili vsi dokumenti strani Darsa nam predani in smo morali čakati. Ne, dokumenti so vsi bili. Mi smo pač v skladu z prometnim režimom oziroma pričakovanim prometom kot taki ocenili, da je najbolj primeren čas za začetek del in potem je tudi bil uveden primerno tudi izvajalcev dela. Na ministrstvu bodo analizirali, ali je primeren čas za gradnjo v Sloveniji res le zunaj zimskih mesecev. Zime niso več takšne v Sloveniji, kot so nekoč bile. Razumem, da temperature -10, -5 so problematične, ampak povejte mi, koliko časa imamo mi na letni ravni, koliko tednov je -5. Pričakuje pa tudi, da bodo izvajalci čim hitreje odpravili popolno zaporo uvoza oziroma izvoza Postojna, ki je predviden za čas vrhunca poletne turistične sezone.